Živijo! Oj. Sva Davor in Andraž iz Svitek TV in danes smo vas za vas spet eno daljši video, sorry, ampak na oceno sva dobila OnePlus 9 in OnePlus 9 Pro. Težko poveva, koliko sva navdušena. OnePlus sva res hotela že zelo dolgo sprobati in končno imava zaradi OnePlus Slovenija šanso, da sprobava te najnovejše telefone, ki so jih ven dali. Tako da res iskreno hvala OnePlus Slovenija, ker so ocenjevala dva telefona in imava kar nekaj misli o teh dveh telefonih. Bo video spet mečkan daljši, tako najbolj da kar začnemo. Sam mal. Še prej se naročite na najen YouTube kanal in naj spremljate na Facebooku, Instagramu, Twitterju in pa TikToku, da bomo skupaj dosegali magičnih 1000 naročnikov. Ocenjevanje OnePlus 9 je bila res posebna izkušnja. Mislim, sam poglejte si, kakšen media kit za ocenjevalce sva dobila. Ko sva dvignila pokrov, so se stranice škatle razprle in sva dobila podlago s fotografijo astronavta. Zakaj astronaut? Švedsko podjetje Hasselblad, ki je letos sodelovalo z OnePlusom pri kalibraciji barv za fotografije, je namreč med vesoljsko tekmo v hladni vojni priskrbelo kamere, ki so zabeležile fotografije Lune in pa Zemlje na misijah Apollo. Zanimivo. No, na sredini te škatle je bil podstavek, na katerem sta bile dve škatli s telefonoma. Znotraj teh škatel so pa poleg naprav dobila tudi navodila, silikonski in mat netransparenten ovitek, napajalni kabel in hiter polnilec. Ampak tukaj se še ni končalo. V posebnem skritem predalu podstavka so bili še ultra hitri brezžični polnilec z napajalnim kablom in dva bolj kvalitetna ovitka, eden iz karbonskih vlaken, drugi pa je tradicionalni OnePlusov peščenjakasti ovitek. A ja, pa dobila sva še posebno škatlico, v kateri je poseben vesoljski sladoled, ki ga lahko pojeste kjerkoli na planetu, brez potrebe po zamrzovanju. Res kul paket, ki nam je narisal nasmeh na obraz in v katerem bi lahko imela celo čist svoj video, ampak vi niste tukaj prišli zaradi njega, ampak zaradi naprav. Torej, Davor, sta napravi dobri? Za vse tiste, ki ne veste, fora OnePlus telefonov je, da so bili zmeraj dobri v treh stvareh in so imeli recimo super strojno opremo za dobro ceno, odlično programsko opremo in pa samo v redu kamero, dobro kamero. Zaradi tega je šlo za bolj nišne naprave, sicer zelo popularne, ampak namenjene folku, ki je točno vedel, da hoče imeti hiter telefon s čistim uporabniškim vmesnikom in jim kamere niso bile toliko važne. Pri OnePlusu se tega zavedajo, zato so letos stopili v 3-letno sodelovanje z že prej omenjenim švedskim proizvajalcem premijskih fotoaparatov Hasselbladom, za kar bodo odšteli baje 150 milijonov ameriških dolarjev. Res so se skaširali. Ko so letos kalibrirali senzorje na kamerah, oziroma so se posvetili barvni znanosti na fotografijah, v naslednjih 2 letih pa ne bi delali na strojni opremi. Super, ampak ali me dejansko ratel narediti kakšen preskok in so OnePlus objektivi končno na takšnemu nivoju, da prekašajo najboljš, kar ponudi Samsung, Apple, Huawei in drugi? Ne glih. Je pa korak v ta pravo smer. Zdaj, da vam razložim. Kakor bi rekel NTBHD, eden izmed najljubših youtuberjev, so we had the OnePlus phones for a few weeks now. No, malo neumnega heca. Ja, je pa res, da so jih za en teden si razdelila in jih pač podrobneje testirala. No, jaz sem ocenjeval OnePlus 9 Pro, Andraž pa obično 9. Dejansko so odprla obe škatli, dala noter SIM kartici, ki nam je za ocenjevanje 5G omrežja par mesecev nazaj poslal Telekom Slovenije in jo intenzivno preizkušala te dva telefona. Mimogrede, glede 5G omrežja, na teh napravah še ne deluje, je pa Telekom Slovenije zagotovo, ker so ga kontaktirala, da bo probal omogočiti, da bo v čim krajšem možnem času dostopen tudi na teh napravah. Verjetno je treba še posodobiti omrežje, da se vključi tudi 5G naprave noter. Pa dajva začeti s tem, kar nama je bilo všeč. Strojna oprema, sploh pri OnePlus 9 Pro je premijska in OnePlus se je z njim res izprsil. Ima lepo aluminijasto ogrodje z rahlo ukrivljenim zaslonom, no, manj kot je bil pri lanskoletnemu 8 Proju, in steklina zadnja stran ima gradient tako imenovane jutranje meglice. Ja, ki pa odvisno od svetlobe enkrat bolj, drugič pa manj dobro zakrije prstne odtise. Zdaj le manj. Ja. Pri 9 je steklo na obeh straneh Gorilla Glass 5, tako da ni najnovejši Victus.
tem, da ima obična 9K plastično hiše in pa raven zaslon, kar bo mnogim mogoče še malo bolj všeč. A ja, pa še ena zanimiva stvar, obe verziji imata nekam čuden, nizko nastavljen senzor za prstne odtise, ki je sicer zelo hiter, ne narobe razumeti, ampak je pejst nizko postavljeno. Zaslona sta na obeh napravah prekrasna, z odličnimi barvami, z odličnimi vidnimi koti in po najmu mnenju hodita nekako v štric z S21 linijo telefonov. 9 Pro ima Quad HD, 1340 pik, LTPO tekoči AMOLED zaslon z diagonalo 17,018 cm, 120 Hz dinamičnim osveževanjem, kar pomeni, da lahko zniža osveževanje vse dol do samo 1 Hz. Da varčuje z baterijo. OnePlus trdi, da naj bi se poraba energije zmanjšala tudi do 50%. Obična 9K ima pa Full HD 1080p zaslon, ki se osvežuje z 120 Hz, sam da ni LTPO zaslon, kar pomeni, da mu osveževanje pade največ do 60 Hz in zato lahko več baterije, ampak ker je zaslon manjši, z diagonalo 16,64 cm, mislim, lahko tukaj majčkrat prešpara baterijo. No, oba imata baterijo velikosti 4500 mAh iz dveh celic, ki se usporedno filata, kar pohitri polnjenje. Baterija zdrži od 6 do 7 ur ob prižganem zaslonu, kar pomeni, da solidno zdrži cel dan normalne uporabe, jo pa lahko tudi do konca dneva čist izpraznite, če telefon pač res intenzivno uporabljate. Če se vam to zgodi, imate v škatli priložen hiter Warp Charge 6T polnilec, ki vam telefon od 0 do 100% nafila s 65 W v pol ure. Tako da vas res ne rabi biti strah za baterijo. Če ste pa fan brezžičnega polnjenja, si pa lahko zraven namislite tudi 50 W brezžični OnePlus polnilec. Za 70 € pol sicer, ki vam OnePlus 9 Pro brezžično napolni v 45 minutah, kar je neverjetno hitro in je hitreje, kot se večina telefonov napolni žično v bistvu. Ja, v bistvu. Ta stvar je toliko odbita, da ima za odvajanje odvečne toplote noter vgrajene razne ventilatorje, ki lahko čez dan slišite brneti. Obična 9K nima toliko hitrega brezžičnega polnjenja, omejeno je sicer le na 15 W. Oba telefona podpirata tudi 5 W povratno brezžično polnjenje, to pomeni, da lahko filate tudi nek drug telefon, ki se brezžično fila. Telefona sta drugače izjemno lahka in šele ko nanju daste uvitek, nekako dobita na masi. Oba imata stereo zvočnike, ki so dobri, pri njih sicer ni toliko poln zvok, kot pri 12 Pro Max ali pa pri novih Samsungovih telefonih, ampak nimava pripomb. Poleg spodnjega zvočnika imate na dnu še režo za dvojni SIM, ni pa podpore za microSD kartico. OnePlus 9 Pro ima tudi certifikat IP68 za odpornost proti vodi in prahu. Navaden OnePlus 9 ga sicer nima, ampak par kapljic mu ne bi smel škoditi. Prav tako zelo cenjeno stikalo za spreminjanje načinov zvoka med zvonjenjem, vibriranjem in tihim načinom brez zvoka. Zakaj namesto nepotrebnih knofov za zvočne asistente in svetilke proizvajalci Androidnih telefonov raj tega vsi ne vgradijo na svoje naprave, nama to ni čisto jasno. Je zelo priročen, sploh če si recimo na zmenku ali pa na razgovoru za službo si pozabil telefon izklopiti in samo en klik narediš, pa si že telefon dal na potik, da te ne moti. Mislim, da se mogla tudi nekaj igrati s tem stikalom in je ena izmed mojih najljubših stvari sigurno na tem telefonu. Resno, zakaj nima več telefonov tega stikala? Ja. Druga prijetna izkušnja je programska oprema, ki je minimalistična in čista. Poleg Pixelovih telefonov pa je najboljši približek čistemu stock Androidu, s tem, da ima par zelo uporabnih funkcij, kot so Zen Mode za lažji fokus na delo, bralen način za boljšo bralno izkušnjo, ima celo igralski način in tradicionalen OnePlus predal za aplikacije. OnePlus se je torej za razliko od Samsunga, ki vam servira ogromno različnih funkcij, odločil za peščico funkcij, ki pa so kvalitetne. Je pa res, da se je OnePlus v Android 11 verziji malo zgledoval po One UI-ju od Samsunga in da je OnePlus tudi malo zaspal pri hitrosti posodobitev telefonov, nažalost, po kateri je bil sicer prej znan. Razen tega se nimamo kaj dosti pritoževati nad OxygenOS skinom na Androidu 11,
ki vam ni lihuna foto preveč, pa še Ne. zaradi tega je telefon v povezavi s 120 Hz osveževanjem zaslona hiter in leti kot blisk, pa tudi aplikaciji v zadnji ne zapira preveč agresivno. In zdaj, če pridemo do najbolj občutljive teme današnje ocene, do kamer. Ali je sodelovanje s Hasselbladom upravičilo svoj hype? Zdaj, OnePlus 9 Pro ima 3 objektive. Glaven objektiv je velikosti 48 megapikslov s Sonyjevim senzorjem, aktualnim, ultraširoki objektiv je velikosti 50 megapikslov in služi kot makro objektiv, teleobjektiv pa je velikosti 8 megapikslov. Vse skupaj pa zaokrožuje 2 megapiksla veliko črno-belo tipalo za črno-bele fotke. Zdaj, običen OnePlus 9 ima tudi glaven objektiv velikosti 48 megapikslov, samo da ima lanskoleten Sonyjev senzor in nima teleobjektiva. Kot smo že prej rekla, Hasselblad je v OnePlusu pomagal pri kalibraciji barv na tak način, da so fotke zdaj bolj barvno nasičene, kot so bile recimo v preteklosti, tam da so bolj realistično nasičene, kot recimo pri Samsung telefonih in bolj izpostavijo sence, čeprav včasih kar malo preveč poudarjajo tudi modro barvo, sploh če slikate nebo. Pri teh telefonih vidite, da je barvna znanost čisto drugačna od drugih in tukaj je Hasselblad pustil svoj odtis, se pa vidi, da fotke migrirajo bolj pod hladni svetlobi, zlasti pri nočnem načinu. Zdaj, ko smo že pri njem, pri OnePlusu ga mimogrede imenujejo nočno prizorišče, Nightscape. Ta naredi fotke veliko bolj svetle, kar bo enim pa všeč, drugim pa malo manj. Ampak pod črto, če imate dobro svetlobo, bodo fotke izpadle dobro, kakor skoraj pri vsakem premijskem telefonu v letošnjem 2021 letu. Ja. OnePlus 9 in OnePlus 9 Pro zdaj tudi bolj veliko natančno zadane ta barvo kože, recimo pri ljudeh, ki je bilo prej malo slabše zajeta. Teleobjektiv pri 9 Proju omogoča 3,3-kraten optični zoom, ki dobro opravlja svojo nalogo in je primerljiv z ostalimi telefoni. Bi pa OnePlus kamot lahko ven vrgel črno-belo tipalo, ki itak nima nobene ta prave funkcije za povprečnega uporabnika in bi namesto tega raje dal noter periskopski objektiv ali pa ne vem, sekundaren zoom objektiv. Se strinjam, sploh glede na to, da se Androidi med sabo borijo, kdo bo imel zdaj večji zoom in tukaj OnePlus večkrat zaostaja. 9 Pro omogoča tudi 30-kraten digitalen zoom, ampak pri tem maksimalnem zoomu 30-kratnem rata toliko šuma v fotki, da je boljše, če ga skoraj ne uporabljate, ker se pač ne more primerjati z optičnim in tudi slabši je, kot recimo pri mojem S20 Plus, vsaj po mojem mnenju. OnePlus je tudi naredil napredek pri ultraširokem objektivu, se zdaj veliko manj popačenja, ko nam preklopite iz glavnega objektiva. Barve so veliko bolj složne med obima objektivoma in tudi preklop med njima je bolj tekoč, tako kot recimo na iPhonih. Sistem kamer zaključuje še prednji 16 megapikslov velik selfie objektiv, ki ima zraven LED lučko, da vam pove, kadar je objektiv priključen. To je še ena zelo priročna stvar, po kateri bi se drugi proizvajalci lahko posnemali. Edina stvar, ki jo pogrešava, je, da prednja kamera nima nočnega načina za delanje selfijev in lahko tudi pokritizirajo to, da je selfie video še zmeraj zaklenjen pri 1080 pik. Kot sva rekla, OnePlus 9 navaden ima lanskoletni senzor na glavnem objektivu, tak, kot ga je imel OnePlus 8 Pro. In nima optične stabilizacije, nažalost, kar je milo rečeno zelo nenavaden. That doesn't make any sense. A72 pa A52, ki sva zadnjič video naredila v njih, ga imata. Ja. Pa vsi ostali premijski telefoni tudi in je to skoraj dobesedno obvezen del opreme pri premijskih telefonih. Ja, slikanje in predvsem snemanje med premikanjem je zato malo oteženo, sploh po noč, ko fotke izpadajo bolj mehke zaradi pomanjkanja stabilizacije. Če res kar špekulirajo eni youtuberji, z njimi tudi midva, da je OnePlus izvzel optično stabilizacijo pri obični 9, zato da bi 9 Pro izpadel bolj premijsko, so se po najinem mnenju res odločili za eno tako hudo radikalno odločitev. Je tisti, ki vam je to važen, sploh kamera, pa dati veliko na fotografije, morate to vedeti in morate to v moment. Ker ni nepomemben. Ne? Videe sicer lahko posnamete v 8K pri 30 sličicah na sekundo, pa v 4K pri kar 120 sličicah na sekundo in z izboljšanim HDR-jem. Res pa vsem priporočava, da ostanete na 4K resoluciji, ker 8K zaradi upscalinga ne izpade toliko natančno. Videoposnetki so tudi dosti bolj stabilizirani,
Tako da raznovrstnost sigurno je, lahko bi pa video vseboval malo več podrobnosti, sploh pri zmanjšani svetlobi se zelo hitro izgubijo, tako da imajo prostor za izboljšavo. Ok, po mojem, da je cajt, da tole oren dolgo oceno včasih zaključiva in da odgovoriva na dve vprašanji glavni. Ali je bil sistem kamer pri letošnjih OnePlus telefonih preveč nahajpan in katerega od teh dveh telefonov bi vidno predlagala? Da odgovorim kar na prvo vprašanje. Ja, sistem kamer je bil po moje majčkeno preveč nahajpan, majčkeno preveč smo pričakovali. Deloma po krivdi youtuberjev, deloma tudi strani OnePlusa, njihov marketing in pa samo promoviranje je res dal misel, da bo še veliko več. Vsi skupaj smo pričakovali nek konkreten preskok pri kamerah, ker pa ni bilo realistično, kar za nazaj pogledava, ker gre šele za prvo leto sodelovanja med Hasselbladom in OnePlusom. Velike stvari so, tako midva upava, še zmeraj na obzorju, zato pa je pač potreben cajt. Kljub temu je OnePlus letos naredil korak naprej z bolj naravnimi barvami, bolj konsistentnim ultraširokim objektivom in pa bolj stabiliziranim videom. Prišlo je do izboljšav, maybe niso toliko očitno vidne, kot smo mogoče hoteli. Sam midva imava res upanje, da bodo se še naprej stvari izboljševale in da bo naslednji let Hasselblad pomagal tudi pri strojni opremi kamer na OnePlus telefonih. Mislila, da bi to sodelovanje lahko še obrodilo zelo lepe sadove. Definitivno. Konec koncev tudi sodelovanje med Huaweijem in pa Leico ni prineslo rezultatov čez noč. Pa zdaj Huaweiove kamere veljajo za ene izmed najboljših, če ne so najboljše na področju mobilnih telefonov. Če se pa OnePlus še malo bolj fokusira na digitalno obdelavo fotografij in če bi v sodelovanju z Hasselbladom na primer naredil periskopski telefoto objektiv, potem bi komot naslednji let prišel v ring z premijskimi telefoni, njihovimi kamerami, da bi jim mogoče so tam pariral. Oh my god! Zdaj pa na drugo vprašanje. Katerega od novih OnePlusov mi ga priporočava? Zdaj, morate se zavedati, da OnePlus telefona drugače obravnava. OnePlus 9 Pro je premijski flagship telefon. OnePlus, obična 9 pa je zgornji cenovni rang midrangerjev. Kljub temu imata drobovino v bistvu enako. Oba poganja najnovejši Snapdragon 888, oba prideta z 8 do 12 GB LPDDR5 RAM-a in 128 do 256 GB notranje shrambe. Iskreno, za veliko večino uporabnikov bo obična 9 zadostovala. Nima sicer LTPO zaslona za dinamično osveževanje zaslona, brezžično polnjenje ni tako hitro, ogrodje je iz plastike in nima teleobjektiva. Če bi šli gledati samo to, bi obično 9 komod priporočila in Proja omenila samo tako, ker sva recimo naredila z iPhone 12 in pa iPhone 12 Pro, kjer sva 12 bolj priporočila. Ampak, in tukaj je velik ampak, obična 9 nima OIS-a, ki bi kompenziral tresljaje roke in nenadne premike subjektov. In to pomanjkanje je kar dost velik deal. Sploh pri taki ceni. Ja, sploh če večinoma radi slikate tudi majhne otroke, pa domače živali, ki se skozi premikajo, kjer bo ta izvzem postal res opazen. V tem primeru se bo splačalo malo več izpljuniti, pa kupiti OnePlus 9 Pro, ki bo še zmeraj vsem cenejši, kot pa recimo S21 Ultra. Ok, to je bil pa res dolg video. Res je bil, upam, da sem vam povedala vse, kar ste rabili vedeti. Verjetno še kakšno stvar preveč, ampak če imate še kakšno vprašanje povezano s telefoni, s čemerkoli drugim v tehnologiji, nam ga zastavite dol v komentarjih. OnePlus Sloveniji se še enkrat zahvaljujeva, da so lahko testirali te dve 9, ki sta res dobra telefona. Super. In mora priznati, da bo samo mogoče majčkeno razmislila, če ne bo OnePlus naslednji najin telefon, če bodo še naprej uspešni v Sloveniji. Kaj pa vi? Se vi zanimate za nakup novih OnePlusov? Tudi to nama zaupajte spodaj v komentarjih. Mi da vam imamo za vas še kar nekaj zanimivih videov, tako da naj prosim spremljajte na najinem kanalu in družbenih omrežjih, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!